Dobro jutro, z nami sta Sebastian in Sixpack Čekor. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako sta? Zdaj še Kaj lačna? malenko zaspano. Kaj lačna? Že prebijati v Ljubljano iz Maribora je hitro postaneš lačen. Ja. Aha, to pa verjamem. Sebastian, Rebeka Dremelj je povedala, da niti hrenovk ne znaš skuhati, pa niti jajc, čeprav nekaj smo slišali tudi v naši oddaji prejšnji teden, a to res drži? Veš kaj, ja, res drži. Ko so me klicali producenti oddaje, so me povabili, ne, v kuharsko oddajo, pa sem rekel z veseljem, ker rad grem iz cone dobe, ampak sem rekel, imamo eno težavo. Aha, in kaj je ta? Ja, ne kuham, ne. Pa so našli neko pot, da imam malenkost pomoči v oddaji, ne. A res? Ja, seveda. Dobro si se Mislim, ker znašel. želijo sem, da preživijo vsi, ne. Mi smo si to želeli. Ampak Ampak ja, je to taktično zelo. Jaz tega še zdaj ne verjamem, da on ne zna kuhati. Ne. Ker je... to je na koncu dejansko kar uspelo, ja. Moram priznati, bil kar zadovoljen, sem se potrepljal po rami. Ampak ja, dejansko drugače pa ne. Ne znam niti jajc narediti, niti ničesar. Glej, človek ne more biti za vse. Imel sem leta nazaj neko vizijo, da bom postal moderni moški, pa se naučil kuhati in pol je to trajalo 14 dni, potem pa... No, Pa kaj, mogoče prav pa nimaš bo veselja? ta oddaja, Ni ne, te veselja, točno spodbudila, to. da boš Ni začel veselja, kuhati. morda, ne, ampak ni veselja, ni užitka in pol si na neki točki človek misli, veš kaj, pa ne rabiš biti za vse, ne. Imaš druge talente, pa naj se s kuho ukvarjajo drugi. Doma smo itak zelo samoskrbni, pa vse bio in vse eko in tako naprej, tako da potem sem rekel, da bom to pustil drugim strokovnjakom. Oddaja pa ni v meni spodbudila neke nove želje, neodkrite. Razen za sladice. Pri tebi pa je nekaj spodbudila, ne? Sicer sam zase praviš, da pri kuhi ne kompliciraš. Ne, jaz rad jem, ne. Če rad ješ, potem tudi si kdaj moraš skuhati, če ti kdo drug ne skuha. Tega. Ampak sem si vzel to oddajo, ne, to povabilo, tako kot Sebastian, za izziv. Ne. In sem rekel si, bom probal pripraviti nekaj, kar še nisem pripravil in kar bi si želel, da znam pripraviti. Pri sladici pa ti je pomagala žena, ki je sicer zelo vešča organiziranja dogodkov, ne, kar si iz tega lahko sklepamo, da bo večerja polna presenečenj, predvsem za goste. Ja, fajn smo se imeli, no, ne samo pri meni, ne. Bilo je zelo, zelo zabavno. Mislim, da one zadnje oddaje, ki boste videli konec tedna, bodo kar vesele, ne. Žena mi je pomagala, seveda, pomagala mi je tudi s pomivanjem posode, ker to je zelo naporna oddaja. Mislim, ni tako enostavno, ne. Intenzivno je, seveda. Veš, se lahko ti skuhaš, samo vse te stvari, ko ti ostanejo, ne, krožniki in smeti, pa če tudi treba neko zložiti nekam, ne, tako da to je bilo en kup dela in kar izziv, no. Pa tudi, ko bodo ljudje gledali, ne, eno urno oddajo, naj vedo, da je vsak dan bilo snemanja za cel dan, ne. To ni za tista ena ura, pridemo malo, pa ne. To je bilo dejansko res Resna tempo, kuha, ne, brez heca. Pa kaj bomo videli? Vse od tega, kako nabavite sestavine, potem kako to prinesete domov, kako se lotite priprave? Tako, cel proces, seveda skupaj z recepti in z vsem, kar potrebujete, da vse to, kar boste videli na ekranih, tudi sami pripravite, ne. Sicer nekateri pravijo, da niso komplicirali, ampak je naredil neko zelo specialno jed, za katero sem prvi slišal, ne, in je bila pol odlična. No, on je tudi pravi, da ne kuha, pa je naredil, preseneto je mene, no, predvsem tudi mislim, da ostale, ker je bilo vrhunsko, ampak poleg tega kuhanja mislim, da bodo ljudem predvsem zanimive še ostale stvari, ker smo jih končno povabili k nam domov, ne. Me zanima, kako bi odzival strani publike, predvsem pa strani Darje, ne, vaše strokovnjakinje in Klemna. Ja, rekla je, da ne bo varčevala z jezikom in ostrimi besedami. Še konstruktivna kritika je vedno dobrodošla. To je res. Ampak Filip se je tudi izjemno izkazal, ne, to je, mislim, mogoče me on najbolj presenetil v smislu tega, da mu nisem prepisal toliko kuharskih sposobnosti, ne, ker ostale sem že malo bolj poznal v tem elementu. Filipa je res, ja, takoj veš, prišli smo ti vsi z mišljenjem, si bomo vzeli tako bolj za zabavo, ne, in potem Filip prvi dan na polno v kuhinji, vse, mislim, what se dogaja. In ste rekli, no, zdaj pa se moramo tudi mi potruditi. Filipa bomo nocoj videli, ne, on bo prvi kuhal. Tako da očitno bo postavil visoke standarde. Absolutno. On je pokvaril, ne samo veselje, on je meni pokvaril cel teden, ker Sebastianu še bolj, ne, pa še ga Sebastian meni naprej in to je bilo adijo, ne. Koliko je pa teb Sebastian pokvaril, ne? Sebastian je vegetarijanec,
Mislim, on je nam vsem pokvaril, vse menije. Mi smo si imeli že menije pripravljene, pa smo jih mogli spremeniti zaradi njega. Ampak ne, hecam se. Jaz tako imam rad meso, imam rad zelenjavo, jaz nimam tu težave s tem. Res je, da sem mogoče imel eno tako jed, ki je bila fokusirana z nekimi izdelki, ki jih Sebastian ne je, pa sem jih dal ven, enostavno ni problema. Iz tega se v bistvu tek rugamo cel teden, se hecamo iz tega vegetarijanstva, ampak to je čisto normalno. Jaz mislim, da tudi sam sem, ne vem, 3 dni v tednu sigurno brez mesa ali tega, ampak imam pa rad ribe, imam rad vse. Nam je malo zakomplicirano, ampak kaj če. Minimalno, ampak se imamo radi. Ste šli iz cone obdobja, ne? Vendar ste mogli spremeniti potem drugič smo šli iz cone in tretjič in četrtič, to je bil, kot da smo snemali eksatlona, to je bilo eksatlon, plus da smo kuhali zraven. Kdo bi si mislil, da je lahko kuhanje tako naporno? Ampak super ekipo smo nabrali, res smo se fenomenalno imeli, ekipa nas 5 je bilo zelo zabavno, še vedno se družimo in si kupujemo drug drugemu kremšnite. Ja, res, kupujete, ne pripravljate, ne? Kupujemo, nimam časa. Ampak kako boste pa začinili večerjo? Sebastian, ti boš dodal posebno začimbo, ples? Ja, tudi bomo malo zamigali, seveda, če si lastnik plesne šole, potem je treba tudi malo zamigati, zato da se te kalorije skurijo in se super odrezali, tudi fanta, lepo prosim, kar ni ravno samo po sebi umevno. Drugače sem praš, strokovnjak za sladice, to pa je moja domena. To pa moram priznati, to pa je bila sladica. Kako si pripravil? Lahko povem. Ne gledaj, moj dan zelo sladko bo, zelo sladno, teda bo kombinacija sladkega in zdravega. Se pa v napovedniku že malo vidi. A potem začnete sladico? Večerjo. Ne končate. On bi začel sladico, verjetno, samo ni mogel. Vsi trije hodi pri meni bili sladki. Protokol je, 3 jedi so in zadnja njegova sladica je bila instalacija. In pa se ocenjuje tisto kao. Fajn se mete, ampak na koncu so seveda ocene, tako da dejansko gre za čisto resni boj za preživetje. To me zanima, kako ocenjujete vsako jed posebej, celoten ambient, ko vstopite že v prostor, kako se počutite? 3 kriterije so, degustacija, prezentacija, potem jed in še neka tretja zadeva je bila, bomo videli danes večer še enkrat. In potem vsa 3 področja se ocenijo in se potem na koncu tedna dobi tedenskega zmagovalca. Ampak še mi sami ne vemo, kdo to je. Jaz sem ocenjeval, jaz se zdaj opravičujem, tudi tebe. Vsi so bili zelo dobri gostitelji, to ni bilo dvoma, fajn smo se imeli. To je bilo težko ocenjevati, kdo je, vsak je bil svoj. Pri hrani pa tudi, ampak jaz sem se sam res fokusiral sam na hrano. Jaz nisem šel ocenjevati, da je bil zdaj Sebastian boljši gostitelj, kot Rebeka Dremel. Ni bil pač, vsak je svoj. Pri hrani jaz sem se fokusiral res na hrano, kaj mi je sedlo, kaj mi je bilo dobro, samo zato, ker ne zdi se mi zdaj fair. Ocene so pa problem, ker niso od 1 do 10, ampak so od 1 do 5 in daš nekomu trojko in po mojem že užaljen. Moraš pa dati nekaj različno ocene, če hočeš nek rezultat. Tako da je bilo to pač tako malo. Viš, jaz sem se to zelo manj analitično vzel, ker pač dejansko meni so bile skoraj vse petice, ker pač ne kuhaš, potem ne moreš kaj drugih kaj dosti kritizirati. Tada je bilo... Ja, samo ima skozi, igra nas skozi na to neko finto, da on ne zna kuhati, pa njega to ne... Koliko je taktika to? To je taktika, veš kak. Še danes je. Pri teh pomembnih življenjskih odločitvah bomo kritizirati, res je. Sebastian, ti si dal noter ples, Six Pack Shakur tebe poznamo kot reperja, odličnega skaterja, konec koncev keramičar. Kaj od tega bomo videli? Ja, vse, ko sem že prej rekel, oddaja bo kuharska, ampak hkrati bo tudi zelo. Tako da jaz sem točno se spomnim tistega momenta, ko je bil moj dan za kuhanje. In kuhamo, pripravljamo, mesimo, imamo tamo zmatrane in mi reče producentka, organizatorka, kaj bi šel ti malo skejtati? Jaz sem bil... Zdaj? Jaz tako že ne skejtam dolgo, več ne, tu pa tam se malo... Tega, pustimo to za presenečenje. Vsega bo. Ampak dal si pa tudi glavo na mizo, zdaj dobesedno. Kaj to pomeni? Težko se zdaj midva z Igorjem predstavljava. Kaj je bila to za ena šala ali kaj drugega? Sem dal svoje telo na mizo. Pa ni to, kar... To ste smislil pri Sebastianu. Bi moglo biti pa skenslov. Tako da, zelo smo bili izvirni. Jaz sem poskušal biti izviren pri serviranju ne sladice, glavne jedi. Tako da,
to je zdaj, bi raje tudi pustil, da pogledajo to. Imaš prav, danes večer torej prva oddaja, prvi kuha, kot smo rekli, Filip Fliser, Fliser, ja. sledi, mislim, da Boštjan. Tako? Jaz? Mislim, da. Ne. Ja. V glavu. Kakorkoli, Naj glejmo, gledalci pa bomo gledajo, se že veselimo oddaje, mislim, da bomo se res Ja. smejali, ne, da nas bodo bolele trebušne mišice, pa tudi kaj novega naučili. Čakaj, sprobava, ne? Ja, Eni se bodo naučili, Z Juretom, ja. eni se bodo zgražali. Mi smo se imeli fajn, Ja, super. To je ostali važno. so super spomini, hvala za povabilo in je bilo res Z veseljem, tudi mi smo se imela super, srečno. Hvala. Hvala.